Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni poletni izdaji oddaje Začnimo teden z Revisorom. Bili smo na morju, bili smo v gorah, zdaj smo pa v rečnem področju. 8. Število 8 je tako zelo močno, tako zelo pomembno, da ji bomo danes namenili celotno oddajo. Od vas sem dobila kar nekaj e-mailov, kar nekaj vprašanj, katera meditacija je najbolj primerna za danes, zato bomo tudi to ob koncu oddaje podarili. Pričnimo pa najprej morda kar pri pričetku. Kaj pravzaprav pomeni število 8, razen manifestiranja, obilja, denarja in takih čudovitih stvari, katerih si večinoma želimo? Katere nagrade prinaša, katere blagoslove prinaša in seveda tudi kakšne izzive prinaša seboj to število. Vse bomo danes povedali. Najprej pa si to številko predstavljajmo. Simbolizira tako zgoraj kot spodaj. Se pravi, tako duhovno kot materialno, tako čustveno kot bom rekla realno. Se pravi, en in drug aspekt življenja, en in drug ekstrem, bi temu lahko rekli. V letošnjem letu, ker govorimo o letu ljubezni, o letu odnosov, o letu postavljanja meja, govorimo tudi o času obeh ekstremov. Zato nas bo življenje seveda logično potisnilo v oba ekstrema. Temu je bilo namenjeno lansko leto 2021. Zdelo se je, da gremo zelo iz enega v drug ekstrem. Joj, kako mi je všeč ta beseda danes. Torej, kje so vaše meje? Kaj je ekstrem vas? Kaj je tista zadnja točka, do katere greste? V odnosih. Kaj je tisto, kar menite, da bi odpustili in kaj je tisto, kar dejansko potem morda odpustite, zato da osebe ne izgubite, da odnosa ne izgubite. Mnogokrat je teorija eno, praksa pa nekaj zelo drugačnega. In v zadnjih 3 letih jaz verjamem, da smo bili deležni veliko ogledal, ki so nam odsevale ravno to. Naše nasprotje, naše meje, našo vzdržljivost. In pa bom rekla tudi tiste točke, kjer pa nam vendarle vseeno poči film in rečemo, zdaj pa je dovolj. Ampak število 8 ne govori o temu, število 8 ni namenjeno eksploziji, ni namenjeno koncu, ni namenjeno začetku, ampak je namenjeno uravnovešanju. Se pravi, tako zgoraj, tako spodaj. Ko so energije uravnovešene, če si predstavljate, se 8 preklicne in postane simbol za neskončnost. In potem se energije tako pretakajo, z leve v desno, z bele v črno, od mene k vam in od vam k meni. Torej, že to je ena fantastična afirmacija, ki jo lahko uporabljate. Sprejemam dobro zase, dajem dobro drugim. Sprejemam dobro od drugih, dajem dobro drugim. In tako naprej. Marsikaj lahko s to 8 počnete. Dajem ljubezen, sprejemam ljubezen. Dajem obilje, sprejemam obilje. Kaj je tisto, kar morda izrazito dajete, pa ne prejemate? Kaj je tisto morda, kar pa morda izrazito prejemate, pa ne dajete? Mnogokrat v življenju se ujamemo v trenutku, v katerem rečemo, jaz tega ne bi nikoli naredil tebi. Oziroma, če bi to jaz naredil tebi, bi bil cel haloko, pa ti to narediš meni, pa kaj pa je to kaj tazga. Dvojna merila se absolutno kažejo v tem času, dvojna merila pa na nek način, dragi moji, dopuščamo sami. Nalimo si čistega vina ob tejle čudoviti čisti reki. Dvojna merila, način obnašanja, način komunikacije, se pravi definicijo vsakega odnosa, postavljamo tudi mi. Oseba, s katero imamo opravka, je lahko zelo agresivna, zelo ošabna. Če bomo postavili mejo, lahko pričakujemo, da se bo do nas vedla spoštljivo. Če te osebe ne bomo nikoli postavili meje, seveda tega ne moremo pričakovati. Absolutno imamo morda lahko opravka z nekom, ki meje ne zmore sprejeti. Torej, v takem primeru vi ne morete zmagati. V takem primeru energija ne kroži takole, ampak kroži prihaja slabo, dajem dobro, prihaja slabo, dajem dobro, sprejemam slabo, dajem dobro. In dolgoročno taki odnosi nekako ne grejo, kaj ne? Ko govorimo o toksičnih odnosih, ko govorimo o odnosih, ki so za nas slabi, govorimo pravzaprav o skupku zadnjih 3 let. Torej, bodimo sami do sebe iskreni, priznajmo si, v katerih odnosih se ne počutimo dobro, v katerih odnosih morda tudi mi prilivamo na ogenj. Smo morda pa mi tisti, ki smo nezreli. Smo morda mi tisti, ki pa je naša kapa polna in več ne zmoremo razumevanja, ne zmoremo nežnosti, ne zmoremo prijaznosti. Vse to je del življenja.
In, dragi moji, vsi imamo pravico v določenem odnosu, ko imamo dovolj reči, imam dovolj. Vsi. Torej, ali je nekje nek odnos, neka situacija, neka oseba, kateri si zelo želite reči dovolj, pa si tega ne upate? No, to pa prihaja na plano v mesecu avgustu pod vplivom števila 8. In če se zdaj vrnemo na 8.8. Današnji dan je fantastičen, da vzamete moč nazaj v svoje roke. Se pravi, da vi raziskujete sebe, vi postavite svoje meje in seveda tudi svoje cilje. Torej, če je cilj postaviti se za sebe, na drugi strani pa imate osebo, katere se bojite, osebo, od katere ste morda odvisne, osebo, ki je morda vaš šef, neka avtoriteta, vaš starš. No, v takem primeru seveda postavite za sebe mnogo težje kot sicer. Ni pa nemogoče. In v življenju vedno dobivamo vse težje izzive. Se pravi, življenje vemo, da gre takole gor. Življenje se vrti v cikličnih dogodkih, odnosih, situacijah in izzivih. In število 8 pravi, vsega se dajmo lotevati z ljubeznijo. Kajti osmica, če si jo predstavljamo tako zgoraj, tako spodaj, tako duhovno kot tudi materialno, tale točka tule v sredini simbolizira ljubezen, sprejemanje, razumevanje, sočutje. Tudi do tistih, za katere menimo, da si sočutja ne zaslužijo. Kaj pa, če ste na nekoga zelo jezni, kaj če pa se nekdo zelo prizadel? Ali je možno pogledati na to na način, da predajate svojo moč tej osebi ravno s tem, da ste še vedno jezni na to osebo? Ravno s tem, da še vedno pogrevate točno to situacijo, točno to, kar se vam je zgodilo. Jaz verjamem, da zdravljenje se ne more odviti čez noč. Jaz verjamem, da odpuščanje se ne more razviti čez noč. Zato si dajte ta čas. Ne pa se namakati v tistih stvarih, ki sodijo v preteklost. Torej, naj vse tisto, česar ne potrebujete več, ostane tam. In če ste gledali oddajo, ki je bila na sporedu 25.7. in je bila prva oddaja v mesecu avgustu, tam na koncu je prav posebna meditacija, širše in daljše razložena, kako razmejujemo energije, kako razmejujemo sebe in drugo osebo, sebe in situacijo, sebe in preteklost. Torej, dajmo to, kar vsi zdajle storiti. Dajte se malo umiriti, zapreti očke, vdihniti, izdihniti in okoli sebe ustvariti sveti prostor. Se pravi, vizualizirajte krog in sebe postavite v ta krog. V tem krogu lahko sedite, ležite, stojite, plavate, vas masirajo, prav vam naj bo udobno v tem krogu. Bodite umirjeni, dihajte in samo vlecite energijo tega kroga okoli sebe. Če si predstavljate, samo postavljate to mejo, znotraj tega kroga ste varni. Znotraj tega kroga ste vi in ste nedotakljivi. Obdajte se z lepimi mislimi, z lepo energijo, kot bi vas objela vata, kot bi vas objela ljubezen, kot bi vas objela varnost. Zdaj pa pomislite na svojo preteklost in vse tisto, kar morda pa ni več dobrodošlo, da nekako tovorite s seboj, podoživljate, si vedno znova želite, čeprav ni več upanja. Morda je bolečina še vedno prisotna, žalost, razočaranje, pomanjkanje, strah, jeza, vse taka čustva, ki vas nekako bremenijo in vas črpajo. In vse to postavite v drug krog. Vi ste tule, vse to je tamle. Vse to, kar bi si želeli, da ostane v preteklosti, dajte tja, tam naj bo. In tam enostavno tudi potegnite tako okrog tega. To je lahko nek prepir, služba, ki je niste dobili, boleč razhod, morda vam ni uspelo shujšati v prejšnjem mesecu, komu pa to vse poleti. Vse tisto, kar morda vas teži, vse tisto, česar ne želite več, morda želite opustiti kajenje, morda želite nehati jesti sladkor, vse to dajmo tja, čim več stvari, vzemite si zdaj lecaj, postavite tja, v tisti drugi krog. In potem se znova vrnimo k sebi. Se pravi, vlecite krog okoli sebe, kjer ste vi ste varni in vse to je tam. In na to potegnemo to energijo okoli tega in afirmiramo. To puščam v preteklosti. Jaz sem tukaj in sedaj in sem varen oziroma varna.
Torej, ko vlečemo energijo okoli vsega tistega, kar smo odločili, to puščamo v preteklosti. Ko vlečemo energijo okoli sebe, pa si rečemo, jaz sem tukaj varen. Ponovimo skupaj. Vse to ostaja v preteklosti, jaz sem tukaj in sedaj in sem varna. To ponavljajte toliko časa, da bo znotraj vas občutek miru. Absolutno v določenih situacijah za določene stvari to ne bo šlo prvič, bo to treba kar nekaj časa ponavljati, morda tudi večkrat. Torej, naj bo to pričetek. Dajmo zdajle vsi skupaj vse to, kar ni dobro za nas, vse to, kar ni nam namenjeno, vse to, na kar morda za manj upamo, dajmo vse to pustiti v preteklosti in dajmo biti tu preprosto samo mi. In zdaj si predstavljate velik bel slab svetlobe, ki vas povezuje tako zgoraj z vesoljem, z duhovnim, z vašim višjim jazom, z vašimi predniki, z ljubeznijo, svetlobo. Ta slab snop bele svetlobe vas prežema in vas spodaj zemlji, v zemljo, v ta trenutek, kjer smo zdaj. Ker za menoj so ptice, za menoj je reka. In ta reka pravzaprav lahko simbolizira tudi naše življenje. Življenje gre naprej. Samo mi pa si ta pohod po tej reki otežujemo s tem, da sabo nosimo preteklost, pa strahove. Pa leta 1930 se nam je nekaj slabega zgodilo. Naši prababici se je nekaj slabega zgodilo. Nehajmo sabo nositi izkušnje preteklosti, katere se v sedanjosti ne bodo ponovile. Kajti poglejte, tale reka tule zdaj teče mimo. Vsaka kapljica je na nek način nova. V to reko grem lahko zdajle in čez 5 minut znova, ampak obakrat bo mimo mene tekla druga voda, drugačna voda, druga čustva, drugačni ljudje, drugačne situacije, drugačne priložnosti. Mnogokrat v življenju morda samo še ni bil pravi čas. Jaz verjamem, da Jennifer Lopez in njen dragi Ben si ravno to govorita. Takrat, če ni bil pravi čas, zdaj sva se poročila in živela bova srečna do konca svojih dni. Včasih se takoj steče, včasih ne. Ampak, a veste, dragi moji, v resnici ne vemo. V resnici nimamo zagotovila, kaj se bo in kaj se ne bo zgodilo. Imamo samo zagotovilo tega trenutka. Torej, užijte ta trenutek na polno. In število 8 nam pravzaprav pomaga tudi pri tem. Število 8 nam pravzaprav pomaga tudi pri tem, da smo mi bolj pokončni, mi bolj osredotočeni, ne glede na to, kaj se okoli nas dogaja. Ne glede na ptice, na vse neke ti bom rekla, na vsa sporočila, na vso bombardiranje družbe, okolice, naših prednikov, naših pričakovanj, naših lastnih pričakovanj. Včasih nam največ škode naredijo ravno naša lastna pričakovanja, ker ko smo bili majhni, smo verjeli, da bomo naredili to, pa to, pa to, pa to. Ma kaj majhni? 3 leta nazaj. Verjamem, da so bili naši plani in naši cilji 3 leta nazaj vsaj nekoliko drugačni od teh, ki jih imamo sedaj, saj se je življenje in svet zelo spremenilo vmes. Torej, ne biti nad seboj razočarani in ne od sebe zahtevati nekaj, kar pravzaprav ni smisel življenja. Mi smo se zato rodili, da si bomo postavili cilj, ga dosegli, poklukali in šli naprej do naslednjega cilja. Rodili smo se zato, da bi živeli v svoji polni moči, tako v duhovni sferi, kot v materialni sferi. Seveda nas včasih malo bolj odnese v eno smer in včasih v drugo. Kar pomeni, ko govorimo o duhovnosti, lahko govorimo tudi o iluziji, lahko govorimo o tem, da mogoče smo kdaj verjeli kaj, kar ni res. Morda so nas zdaj tudi naplahtali, so nas malo na limance spravili. Vsi se kdaj opečemo, tudi to je del življenja. Vsi kdaj verjamemo pravljicam, vsi se kdaj namislimo stvari, vsi se kdaj želimo nekaj, kar se ni izpolnilo. In po drugi strani materialni svet, ki ga povezujemo z egom. Tudi tam imamo vsi izzive. Kdo pa nima ega? Lepo vas prosim, še Dalaj Lama ga ima. Jaz verjamem, da tudi Dalaj Lama je lahko jezen, ima lahko slab dan, ga lahko nekaj vrže iz tira. Kaj pa je tisto, na kar se fokusirate vi? Kaj je tisto, na kar se vi osredotočate? Ali denimo zdajle poslušate mene, ali gledate za menoj reko, pa ptice, pa kako se kadar premika? Kaj je pravzaprav bistvo tega posnetka? Ne glede na to, da jaz nisem pri miru, me še vedno najdete, je tako. Ne glede na to, da se včasih takole malo zašeka, kot da bi bil potres. In to je life. Pretrese nas sem pa ke. Potrese nas sem pa ke. Ampak gledajte, sem še vedno tukaj. Še vedno vem, kdo sem. Še vedno vem, kje so moje meje. Ni pa to vedno enostavno.
Življenje nam postreže s takšnimi in drugačnimi, bom rekla, motnjami, pretresi, premiki, šumi. Ampak vi ste še vedno vi. In vzemimo si čas na tale 8.8., da najprej sami sebe pohvalimo, da smo kljub vsem tem šundru, motnjam, preobratom, še vedno tu, da se niste vdali v sodo, da niste kar ucvirnali v sveta lovišča, ampak ste še vedno tu. In še celo življenje je pred vami. Še vaše celotno življenje je pred vami. Danes, 8.8., nas vesolje pravzaprav sprašuje, v čem mislite resno. Zato absolutno lahko avgusta pričakujemo, da tiste stvari, ki so za nas najbolj pomembne, nam ne bodo šle kot po maslu. Kajti mi pokažemo, da mislimo resno takrat, ko vztrajamo. In predvsem takrat, ko ne samo verjamemo, ampak zaupamo. Takrat pokažemo vesolju, da mislimo resno. Ko smo odstranjeni na nek stranski tir in moramo počakati. Ampak veste, v življenju to velikokrat storimo. Ko stopimo v restavracijo in naročimo kosilo, se usedemo in počakamo, da nam ga prinesejo. Ko nekoga spoznamo, se spoznavamo, se povezujemo, te osebe običajno ne poročimo takoj čez 1 uro in še manj nimamo otrok čez 15 minut. V življenju določeni procesi, določene stvari absolutno zahtevajo svoj čas. Absolutno zahtevajo svoj proces. Zato se dajte vprašati, kje pa morda vi sami sebi tega procesa ne dovoljujete. Kje ga morda ne dovoljujete drugi osebi. Kje morda preprosto življenju ne dovolite, da teče. Tale reka za menoj je svobodna. Ptice na njej so svobodne. In teče popolnoma drugače kot tista voda, ki je ujeta v vodovod in je pravzaprav odvisna od naše dobre volje. In je pravzaprav odvisna od odločitve pipe oziroma tistega, ki pipo odpre ali zapre. Marsikdaj v življenju imamo občutek ujetosti. Imamo občutek, da neka višja sila, drugi ljudje, naša karma, naše prekletstvo, usoda, Bog, preteklost ima neko moč nad nami. Resnica nas uči, da ne glede na to, v kakšni situaciji smo mi tisti, ki imamo moč, vedno v svojih rokah. Torej, vzemite jo nazaj. Tako na duhovnem področju, kot na materialnem področju. Se pravi, odločite se, ločite se od drugih možnosti in bodite potrpežljivi. Letošnje leto je leto odnosov, čustev, predelovanja odnosa do sebe, naše matere, do ženstvenosti. To ne gre čez noč. Tudi učinki tega se ne bodo videli čez noč. In jaz verjamem, da je marsikdo, bom po domače rekla, znerviran po teh 2 letih. Jaz verjamem, da marsikdo bi si želel takole po alinejah izvedeti, kaj točno, kdaj točno, kako točno se bo zgodilo. Mnogokrat pridete k meni in me vprašate točno to. Jaz se numerologija lahko pomaga razumeti obdobje, v katerem smo, vašo karmo, vaše lekcije, zakaj se vam je nekaj točno zdaj zgodilo, zakaj se ponavlja, kaj se bo zgodilo, kaj bo prineslo. Ampak doživeti morate sami pa vi. Torej poiščite orodja, ki vam pri tem pomagajo. Za nekoga izmed vas bo to numerologija, pa boste prišli k meni na svetovanje, za nekoga bo to knjiga, za nekoga bo pa to preprosto sprehod v naravi. Torej pogledajte, kako malo je treba, da najdemo eno reko, trenutek zase in tisti mir in tišino, ki pa si jo lahko damo samo sami. Prav nobena druga oseba, pa nobena služba, pa zadetek na loteriji, pa noben filmski zvezdnik, nihče drug nam ne more tega dati. Samo mi sami. Torej, zato bi vas zdaj vprašala v imenu števila 8, kje pa vi sebe nimate radi? In zakaj? In če je odgovor, da imate občutek, da vas nikoli niso imeli starši radi, da vas partner nima rad, da nimate neke pristne povezanosti, naj bo naslednje vprašanje, kako se lahko vi bolj pristno povežete sami s seboj? Kdaj si boste vzeli takole čas, da se boste odmaknili sami, v zvoke narave, v tišino, v zvoke sebe? Si vzamete ta čas?
Kako pravzaprav manifestirate svoje življenje, če si tega časa ne vzamete? Kaj je tisto potem, kar je odločilno? Pritiski okolice, nek urnik, starost. Presenečeni bi bili, koliko deklet pride k meni in reče, 28 let sem stara, jaz sem že toliko stara, jaz moram nujno imeti otroka. Vse babice mi težijo. Ni nujno. Vsak izmed nas ima svoje lekcije v življenju, vsak izmed nas ima svoje naloge, svojo karmo, svoje poslanstvo, svoje talente, svoje darove. Vsak izmed nas je unikat. Torej 8.8.2022 je zelo močna kombinacija, zelo močen dan. Ampak veste kaj? Zelo močna kombinacija, pa zelo močna oseba, pa zelo unikatna oseba ste tudi vi. Torej sploh na današnji dan, poglejte, pa oddaja je bila na sporedu tudi ob 8. zvečer, pokličite svojo moč nazaj k sebi. In tudi to pravzaprav lahko naredimo, kar vsi skupaj zdajle. Postavimo se nazaj v tisti krog, tisti snop svetlobe, zaprite oči, vdihnite belo svetlobo, vdihnite življenje vase, vdihnite ljubezen vase, vdihnite luč, prihodnost vase. In občutite svoje noge na tleh, kot bi bile vaše noge globoko v zemlji, kot bi bile korenine, kot bi čutili utrip matere zemlje, kamenčke, krte. In pokličite svojo moč nazaj k sebi, očiščeno in blagoslovljeno z lučjo in ljubeznijo. Naj vsa moč, ki ste jo kadarkoli, komurkoli, na kakršenkoli način predali, naj se vrne k vam zdaj na najboljši možni način, za najvišje božansko dobro vseh vpletenih. Naj bo ta energija, ki se vrača, ta moč, ki se vrača, prečiščena, blagoslovljena z ljubeznijo, blagoslovljena z lučjo, z zdravljenjem in s tisto prvinsko ustvarjalno močjo sveta. In samo sprejemajte in občutite blagoslove, ki se vračajo k vam. Samo občutite vašo lastno moč, vašo lastno odločnost in samo dihajte. In če je le možno, si pri tem nasmehnite in sami sebe močno objemite. In vsrkate to moč tako v pleksus, kot tudi v srček. In naj se ta moč razporedi enakomerno tako zgoraj kot spodaj, za najvišje božansko dobro vseh. In dajte močno objet in pridite nazaj v tale trenutek. Jaz verjamem, da je to ena taka vaja, ki jo lahko vedno znova ponavljamo, ki je vedno dobrodošla in verjamem, da marsikdaj sami sebe z ljubeznijo in radostjo in z najboljšimi nameni razdajamo, ampak včasih gre ta energija, ne bomo rekla po svoje, ampak se veste, nekomu, ki ni sposoben sprejeti pomoči, ne moremo pomagati. Torej se zgodi, da mi svojo pozornost naklonimo, svojo ljubezen izkažemo, da podarimo svojo energijo, čas, denar, predvsem pa moč nekomu z najboljšimi in najlepšimi nameni. Ta oseba morda tega ni v polnosti ali pa polnosti sprejela. In vsa ta moč in energija je zdaj nekje. Zato je ta vaja, ki smo jo počeli zdaj, tako zelo pomembna, da vse tiste drobce moči, energije in sebe pravzaprav pokličemo nazaj. Pravzaprav integriramo nazaj sami v sebe. In vsi tisti, ki ne verjamete v energije, ki je vaša žena, ali pa vaš mož, ali pa vaš šef, ali pa vaša mama, ali pa vaša tašča, fajn jezna na vas. Jaz verjamem, da vi to kar v zraku čutite, še preden vidite to osebo. Sploh ne rabi biti ta oseba v vaši bližini, vi veste, da je jezna. Tudi to je energija. Tudi elektrike ne vidimo, pa vemo, da obstaja. Tudi to je energija. Vse okrog nas je energija. In včasih ne glede na to, da težje verjamemo, ne glede na naše dvome, na naše strahove, na našo preteklost, na naša prepričanja, energija deluje. Torej uporabimo modrosti energije, modrosti in moč tega trenutka za sebe. In pravzaprav to tudi simbolizira 8,
Preteklost in prihodnost se stikata v točki sedanjosti in vso moč imamo samo tukaj in sedaj. Vso moč, ki jo premoremo, jo imamo v rokah zdajle. Ne včeraj, ne jutri, ne čez en teden, zdajle. Torej, dragi moji, ne predajajmo te moči naprej drugim. Naredili smo 2 zelo močni vaji, število 8 pa nam lahko pomaga tudi pri manifestiranju. Torej, če smo prej postavljali v tisti krogec preteklost, postavimo zdaj sebe znova v ta krog, kjer smo mi varni, kjer smo mi. Obdajmo se z belo energijo, roza energijo, vijolično energijo, s tistimi barvami, ki so vam ljube. In v ta drug krogec, ki ga bomo imaginirali, postavimo vse, česar si želimo. Zdravje, denar, obilje, veselje, radost, vse tiste cilje, za katere si želimo, da bi jih dosegli, vse tiste želje, ki se nam zdijo totalno nedosegljive, odnose, tudi materialne dobrine. Vse pravzaprav temu ni nič slabega. Vse, česar si želite, vse to postavite tja, bodimo pa zelo pozorni, da na svobodno voljo druge osebe ne moremo vplivati. Torej, lahko si želimo odnosa, kot si mi mislimo, da bi bil naš odnos s Tom Cruisom. Ne moremo pa si zaželeti Tom Cruisa, ker ima on svojo svobodno voljo in mogoče on ne bi bil najbolj navdušen nad idejo, da bi bil v odnosu z vami. Torej, postavite v tisti krogec odnos, kot ga vi dojemate, da bi bil, ne pa osebe. Vem, kadar smo zaljubljeni, pa nekoga pogrešamo, pa si zelo želimo biti z nekom, je to zelo težko, ampak dajmo vseeno poskusiti. Torej, vi ste v tem krogcu, v drugem krogcu so vse te želje, cilji, hrepenenja. Okoli sebe bomo vlekli, jaz sem tukaj in sedaj in sprejemam fantastično prihodnost. Jaz sem tukaj in sedaj in sprejemam fantastično prihodnost. In tako nadaljujemo še nekaj časa, dokler se v našem srčku ne prebudi energija radosti, vznesenosti, hvaležnosti. In zaključimo tako, da okoli sebe, okoli tega kroga, ki nas obdaja v našem svetem prostoru, ponavljamo hvala za vse, kar že imam. Vse, kar potrebujem, že imam. Z največjo lahkoto prihajam do vsega, kar potrebujem in česar si želim. In ob koncu oddaje se zahvaljujem jaz vam za vas, za vašo pozornost, za vaše zaupanje in vam želim same najbolj fantastične stvari. In si želim, da bi vam energija števila 8 v letošnjem avgustu pokazala, kako čudežno je lahko življenje in pokazala predvsem ogledalo, kako zelo čudežni pa ste pravzaprav, dragi moji, vi. Pošiljam vam en velik objem, veliko ljubezni, veliko svetlobe. V naslednji oddaji imamo zelo zanimivo temo branja obraza, zelo zanimiva gostja bo z mano, Tiva Tala Palermo, potem pa se počasi po temu poletju tudi jaz vračam v studio. Imejte se fantastično in naj tale 8 odpre tiste portale, za katere ste vi do sedaj menili, da so zaprti.